pozdravljeni v nedeljskem navdihu. Danes bomo pogledali, kaj nam prinaša zdaj ta teden energetsko, to, kar je pred nami, se pravi sončni Merkur, retrogradni Merkur in tako naprej. In pa pogledali bomo tudi v bistvu, kaj se čist na energetski ravni res spreminja. In verjamem, da ko bom govorila o tem, da boste tudi vi prepoznali, da določene stvari veljajo tudi za vas, čeprav mogoče sploh še tega niste ozavestili, pa boste mogoče danes v današnjem videu. Ko govorimo o energijah, ko govorimo o vsem tem novem, ogromno je enih informacij. In po vsej verjetnosti naletite tudi na to, da se določene informacije, da si nasprotujejo med sabo. Se pravi, da nekdo reče nekaj drugega na isto stvar in potem ste vi, ok, komu pa naj zdaj verjamem. To bomo pogledali danes, kaj se dogaja oziroma kako pomembno je, da začnete res zaupati in poslušati sebe. To je tako najbolj pomembna stvar v prihajajočem obdobju, ki traja nedoločen čas, in to je tudi del teh novih energij, tega, kar se nam zdaj odvija, kar se nam dogaja, v kar vstopamo. Pa bom pogledala kar najprej na astrološko področje, tole naše astrološko vreme. In sicer imamo 20. aprila, to je v četrtek, imamo sončni Merkur, takoj zatem pa že sonce vstopi tudi v Bika. Sončni Merkur je namreč še v Ovnu, na zadnji stopinji, potem pa sonce vstopi v Bika in kmalu zatem sledi še Merkur, ki se obrne retrogradno. Tako da imamo na nek način odpiranje nečesa novega, ampak z enim razmislekom. Z eno tisto malo ročne zavore v smislu, dajmo razmisliti ne na vrat na nos, recimo ovnovska energija je taka, takoj zdaj impulzivna, brez razmisleka, medtem ko to, da se bo vse skupaj malo ustavlja, pa tisto, dajmo razmisliti, pa ni treba takoj, sploh zato, ker gre za cikl, vsak sončni Merkur odpre 6-mesečni cikl, ko se stvari potem predelujejo in zato je fajn, da na nek način imamo čas to tudi predelati. Kaj to za vsakega posameznika pomeni, je vedno odvisno od tega, kaj se pri posameznikih dogaja. In danes se mi je v gozdu tako ena taka lepa prispodoba propeljala, vam bo pojasnila, zakaj določene stvari mogoče ne funkcionirajo enako pri vseh. In sicer predstavljajte si hišo, se pravi hiša. Hiša s kletjo, pritličjem, prvim nadstropjem in pa na vrh je terasa. In v kleti že dolgo ni bilo nič pospravljeno. V kleti je še od vseh, ki so prej živeli v hiši, ali pa v kleti je še od vseh prednikov, vse mogoče. V kleti je zelo veliko nametano, zelo veliko je ene krame, ene šare in v klet že dolgo ni šel noben pogledat. In zdaj, če sonce posije v to klet, bomo videli vso nesnago, bomo videli vse tisto, kaj je tam nametan in se bomo najverjetneje zgrozili pa rekli, da je tole hitro zapri, zato da se ne vidi, koliko je umazan. Tako da, če sonce posije v klet, če pa nismo na to pripravljeni, dajmo to raje zapreti, da ne vidimo tega. To je v kleti. Potem imamo pritličje. Pritličje so vsakdanje stvari. Se pravi, tisto, kar se vsakodnevno dogaja, prihodi, odhodi, obiski, največkrat je to področje na nekih navadah, avtopilotov, to je tisto, kar se vsak dan dogaja in velikokrat nas sonce, če posije zmot, pa rečemo, da je tamle zapri tistele rolete, ki me ravno zdaj mot, se mi blešči, ne morem v miru delati, in tam nam sonce tudi malo včasih lahko narobe hota, Včasih je pa tisto, da rečemo, koliko paše tale sonček, kako lepo je posijal. Tako da to je zelo odvisno od tega, kaj se nam ravno tisti dan dogaja, tako pa odreagiramo na sonce.
Potem pridemo pa v prvo nadstropje. V prvem nadstropju so pa že bolj privatni prostori. Tam se pa umaknemo pred tistim direndajem iz pritličja. Tam je čas zase. Tam je čas za počitek, za sproščanje in tam, če kakšno knjigico vzamemo v roke, če se ukvarjamo s sabo, delamo na sebi, tam nam paše sonce, se lepo na sonce usedemo, lepo beremo, imamo svetlo, je fajn, da je svetlo, tako da spet, isto sonce, če posije v prvo nadstropje, je že drugače, ker je reakcija nanj v pritličju ali pa v kleti. Potem imamo pa še vrh hiše, tam, kjer je terasa. Tam se gremo pa sončati. Tam je pa odprto, tam pa čutimo svobodo, tam pa ni omejitve, in tam je sonce zelo dobrodošlo in ga zelo lepo pozdravimo in se zelo veselimo vsakič, ko posije. In se še sončimo in smo še bolj sproščeni in še bolj svobodni, kot recimo v prvem nadstropju. Tako da, in zdaj to sonce je prispodoba za vse te energetske stvari, ki prihajajo, ki se odvijajo, in ta hiša smo mi, je naša zavest. In zdaj, če smo mi, glede na to, kje se nahajamo, odreagiramo drugače na te vplive. Se pravi, če smo v kleti, reagiramo drugače, kot če smo v prvem nadstropju in tako naprej. Tako da, ko poslušate kakršnekoli razlage o tem, kaj se dogaja na energetskem nivoju, morate tudi vedeti zase, v katerem nadstropju svoje lastne zavesti, svoje lastne hiše se nahajate. Ker glede na to bo tudi odziv oziroma vpliv temu ustrezen. Tako da, dajte tukaj, ko poslušate ali kakršnekoli napovedi ali kakršnekoli razlage, dajte se vprašati, kje sem trenutno s svojo zavestjo, na katerem nivoju. In če ste trenutno zelo zaposleni, nimate časa, cel kup enih zadev, ste najverjetneje v pritličju in vas bojo ti energetski vplivi lahko celo motili pri vašem vsakdanjem delu. Če ste pa gor na strehi, ko imate čas, ko imate na voljo prostor za dihanje, lažje to sprejmete, bolj ste za to odprti. Tako da tukaj je ta zadeva, ki sem jo želela podeliti danes, ta prispodoba, da boste lažje razumeli, zakaj, ko nekdo razlaga nekaj, pa mogoče tega ne začutite, je to, ali pa pri drugih ljudeh morda opazite, je to zaradi tega, ker smo na različnih nivojih zavesti, ko nas doletijo ti energetski vplivi. Kot sem omenila, sončni mrk imamo v ovnu in mrki nasplošno so vedno neka sprememba. Je vedno nekaj, kar se bolj intenzivno odvije. Je nekaj, kar sploh recimo tokrat, ko je v tem ognjenem ovnu, ko smo imeli že cel mesec ovnovskih energij, ko smo imeli že prejšnji mlaj tudi v ovnu, to se ne zgodi velikrat, da je dvakrat zapored začetek luninega cikla v istem znamenju, je to res tisto nekaj novega, kar prihaja, nekaj drugačnega. Astrološko leto se začne z ovnom, s tem prebojem, s pomladjo. Če pogledamo ven, stvari že cvetijo, stvari se odvijajo in enako je znotraj nas, kaj se želi razcveteti oziroma kaj želi uskaliti. Smo tudi v tej fazi, ko stvari kalijo, ko brstijo, ko se nekam odvija vse skupaj. In kam se pri vas odvija? Kaj znotraj vas želi uskliti? Kaj želi zacveteti? Kaj je dolg časa čakali na to, da končno pride na plano? In energije to podpirajo. V preteklem tednu smo imeli konjunkcijo Sonca in pa Jupitra, podpirata, dajeta dobro energijo. Jupiter je tisti, ki nakazuje razširitev, ki stvari odpira, ki razmišlja o viziji, na veliko vse. In če damo vse te stvari skupaj, dobimo neko tisto podporno energijo, ki nas, potiska v neke nove smeri. Seveda, če se temu upiramo, potem je to, kot bi plavali proti toku. In kadar plavamo proti toku, sicer res je, da je malo bolj naporno, pa zato lahko dobimo mišice, ampak hkrati se pa tudi utrudimo.
Tako da, ko plavamo proti toku, nas to precej zmatra in v sodobnem času temu rečemo stres. Ker enostavno gre vsem mimo nas v drugo smer, mi se pa trudimo iti v neko proti toku, se plavati ali pa skušamo vse, kar plava mimo nas, kar prijeti, pa zajeti, pa obdržati, pa v bistvu ni več, to ni več podprto. Tako da efekt sončnega mrka traja nekje 6 mesecev, naslednji bo potem lunin mrk na polno luno 5.5. In pa, kar je še zelo pomemben vpliv v tem času, je pa tudi Pluton. Pluton je pa planet moči, se pravi, v angleščini je ta power. Power je pa lahko ali, se pravi, moč, ki je definirana s pozicijo, ali ta notranja moč, da lahko nekaj naredimo, se pravi vse te oblike moči. In ko sem brala vse te stvari, ki so povezane, se pravi s Plutonom in vodnarjem, se mi je tako pripalala, a bo prevladala moč ljubezni, ali bo prevladala ljubezen do moči. Tukaj se zdaj bijajo, ne bom rekla bitke, ampak tehtamo, kaj je tisto, kar bomo kot človeštvo zaobjeli in s čimer bomo šli naprej. Seveda se pa vsaka sprememba začne pri nas. In to, kar večina ljudi počne, je, da čaka. Čaka, kaj se bo zgodilo, kam bo to pripeljalo, kaj se bo zdaj, kako se bomo potem mi pa odzvali. Ampak dejstvo je, da pač ta reka, da sprememba se začne pri vsakem posamezniku, je res. Zato, ker ko vi znotraj sebe spremenite nekaj, se potem lahko to odseva v zunanjosti. Dokler pa vi čakate, ali pa mi čakamo, saj tudi jaz nisem izvzeta tukaj, ampak dokler pa mi čakamo, kaj se bo zunaj spremenilo, da se bomo mi pol pa na to odzvali, pa ne bo šlo. Ker če si predstavljate, da potem cel kup ljudi samo čaka, sploh do spremembe ne pride. Zato, ker vsi čakajo, ampak ker smo mi tisti, ki kreiramo spremembo, tako da jo najprej naredimo znotraj sebe in se potem šele navzven pokaže in na zunaj manifestira, če sam čakamo, se ne bo ne zgodilo in tudi ne bo prišlo do te zunanje manifestacije. In takoj po sončnem mrku, se pravi, ta ognjena energija postane prizemljena, ker prestopi sonce v bika. Bik je pa oprijemljivo, je pa to, kar lahko primemo, to, kar lahko, se pravi, čuti začutimo, povezano tudi z užitkom, povezano tudi z nekim tistim zemeljskim, počasnim tempom, kar bo še okrepil ta Merkur, ki bo še komunikacijo obrnil navznoter. Tako da, če izkoristite to priložnost res za en globok pogovor sami s sabo, kje ste v vašem življenju trenutno in kam želite svojo energijo usmerjati, boste dobili kar veliko nekih uvidov in pa občutkov, ker intuicija govori skozi občutke, in to zelo otipljive, zelo take oprijemljive, če si boste vzeli ta čas, da se boste pogovorili sami s sabo, ker energije spet to podpirajo. Tako da vse to je pa pomembno zato, ker smo zdaj v tem, čemur se reče sprememba paradigme. Ker zdaj pa res stare stvari na star način ne delujejo več. Tudi jaz to opažam. Včasih je bilo tako, nekaj sem si zamislila, potem seveda je sledila strategija, vedela sem, kje je cilj, bili so občutki, ta pravi, jaz sem lahko vizualizirala, ja, super, gremo in so se stvari odvijale. Zdaj pa ni več čistko. Zdaj pa to, kar si jaz zamislim, se pravi, kar si moja osebnost, moj moj mental zamisli, če to ni usklajeno z višjim jazom, se stvari nikamor ne premaknejo. Ko pa jaz dobim impuls, intuitivni potisk od višjega jaza, nared tole, nared ta korak, se pa stvari čudežno razpletejo. In pridem tja, kamor si ne bi niti predstavljala, da lahko pridem.
In ta sprememba se zdaj dogaja. Jaz sem tudi eno objavo na Facebooku naredila zdajle 2 dni nazaj, ena slikca je iz mojih zapiskov. Jaz sem dobila to v meditaciji in potem, ko spremljam na YouTubeu različne druge tudi učitelje ali pa mentorje, vsi kar naenkrat govorijo o tem istem. Tako da sem dobila tudi jaz potrditev, res je to. Se pravi, ko si nekaj zamisli, se pravi osebnost nekaj zamisli, dejansko ne gre več to nikamor. Se pravi, včasih je šlo tako, lahko to še tudi začutim v srcu, začutim v srcu, in potem smo šli v akcijo. Zdaj je pa tako, čakaš, pride impuls, naredi to, narediš in je ful dobro. Si nekaj zamisliš, vse nekaj narediš, nič se ne zgodi. Kako ne, če je včasih delovalo, zdaj pa to ne več. In to, kar se dogaja, je, da predstavljate si, da greste iz točke A v točko B. In na tej poti smo včasih imeli zemljevid. Imeli smo, se pravi, nek zemljevid, se pravi, vedeli smo, gremo iz točke A v točko B, pot je približno tako, so tudi kakšne poti okoli, pa so kakšne krajšence, pa so tudi daljše poti, pa nekje je luknja, pa tako, ampak imeli smo zemljevid in če se nam je kje zataknili, smo šli lahko vprašati, kam pa zdaj, da pridemo do te točke. Zdaj pa tudi tako, da gremo na pot in nimamo zemljevida in v resnici naša osebnost pojma nima, kam gre. Višji jaz pa usmerja in približuje se križišče, ko bo treba levo ali desno. In mi gledamo to križišče, vidimo, da se pridružuje in še vedno ne vemo, ali bomo šli levo ali bomo šli desno. In potem končno pridemo do križišča in dobimo impuls, pet levo. Zakaj pa? Pet levo. Ok, gremo levo in spet na naslednjem križišču enako nas usmeri, ko pridemo do tja in potem pridemo nekam, kjer rečemo, wow, ful dober, ne bi si mogel sam tega zamisliti. Če pa mi hočemo po svoje, pa ne, meni se pa zdi, da desno je boljše, potem bomo pa nekam zabluzili in ker sploh naša osebnost ne ve natanko, kam gremo, potem tudi se lahko čisto izgubimo. To je spet prispodoba, ampak to se lahko dogaja na vseh področjih. To je tisto, ko enostavno ne veš, kam se obrniti in ni druge, kot da greš vase in začneš zaupati sebi in počakaš na ta impuls in slediš impulzu. In tega bo čedalje več. In slediti impulzu tudi v smislu odločitev, slediti tem notranjim občutkom, ki pridejo takrat, ko je ta prav čas. Se pravi, gre za to, da smo vedno, da zaupamo, da smo vedno na pravem mestu ob pravem času. Ali pa ob pravem času na pravem mestu, da se bomo znajdli in da sledim, in tega ne bomo vedeli vnaprej, ampak bomo izvedeli takrat, ko je to potrebno. Se pravi, in takrat bojo prišli tudi viri, takrat, se pravi, vse, kar potrebujemo, ljudje, informacije, vse to. In to za naš bo zelo naporen. Zato, ker smo navajeni vedeti vnaprej. In ko se sooči z neznanim, takrat je panika, če ne vemo, kam naprej. Bom rekla, starejše generacije več težav, mlajše generacije bojo imele s tem manj težav, ker pač so že rojene v čist drugačne energije, kot so bile ali pa smo bile starejše generacije. In to je tisto, kar je fajn vedeti, zavestno vedeti, da enostavno ne bo šlo nič več na silo. In v tem konceptu tudi ta sončni mrk zdaj, te novi začetki, ne gre za to, zdaj se moram pa nekaj izmisliti, kam hočem, cilj, strategijo, vse, ampak je bolj to, dajmo začutiti, kaj je tista smer, v katero je potrebno iti, ko bo napočil ta prav trenutek. Kaj je tisto, kar si želim, kar sem do zdaj prepoznal ali pa prepoznala, da je usklajeno z mano, da je usklajeno z mojo vibracijo, da je usklajeno z mojo energijo. In to je edino, kar iz preteklosti lahko pravzaprav potegnemo in nesemo naprej. Te izkušnje, te prepoznave tega, kdaj smo bili
povezani, kdaj smo bili v flowu. In v bistvu ni več go with the flow, ampak je flow as you go. Se pravi, go with the flow je pojdi s tokom, medtem ko flow as you go je pa ti se premakni, pa bo tok prišel. Je spet malo drugače. In tudi to, kar jaz govorim zaenkrat, še ni del neke hude izkušnje pri meni, ampak so te informacije, ki prihajajo, kako se bo pa to odvijalo, bomo pa videli. Ker enostavno je to ta sprememba, tudi o kateri, če malo poslušate ali pa berete naokoli, večina govori o tem, kako prihajamo v novo dobo in tako. In ta nova doba res je nova v tem smislu, da stvari delujejo na drugačen način, na čist drugačen način, kot so včasih. Ko se povezujete sami s sabo, ko se začutite, dajte to res početi nekje, kjer ni zunanjih motenj. Ker ko greste ven v svet in vse buči in je hrup in so ljudje in so drugi in so obveznosti in so odgovornosti in je vse tisto, vi zelo težko začutite sebe, ker je toliko enih dejavnikov. In ta pomembnost energetske higiene je še toliko bolj poudarjena zdaj, tudi v tem smislu, da redno preverjate, kaj v vašem energetskem polju je vaše, pa kaj ne. Zato, da lahko tisto, kar ni, spustite, očistite, da odide. Biti tu v trenutku tukaj in zdaj je pomembno kot še nikoli, ravno zato, ker preteklost enostavno ni več pomembna na nek način, ker ne deluje. Prihodnost še ni postavljena in jo z vsakim korakom, ki ga naredite v trenutku zdaj, jo kreirate, pa še to ne zaprav daleč naprej. Tako da tukaj res vsak posameznik, družba, človeštvo stopamo v obdobje, ki ga do zdaj še nismo doživeli in je zato res neznano. In naše osebnosti, daleč od tega, da bi vedele, kaj v tem neznanem lahko pričakujejo, počnejo in je zato na nekem nivoju panika. In seveda pri tem je možno imeti podporo različnih tehnik, z različnimi orodji. Jaz seveda delam z cvetnimi esencami in od mene boste slišali cvetne esence, ravno zato, ker pomagajo poleg vsega tudi to, da nas postavijo v trenutek tukaj in zdaj. In v trenutku tukaj in zdaj lažje najdemo tisto notranjo umirjenost, lažje najdemo jasnost in lažje najdemo to, zaradi česar je pomembno, da se povezujemo sami s sabo. Tako da nehuje se tudi čas teh zunanjih učiteljev, gurujev, ampak gre res za to, da vsak informacije, ki jih dobite, da jih preverite, pa ne glede na to, a gre to za takale informacije, kot jih jaz podajam, a gre to za ne vem kakšna duhovna učenja, ali gre pa za čisto običajne informacije. Poplava informacije, poplava informacij z vseh nivojev in na vseh področjih. In če nimamo izdelanega že vsaj mal nekega notranjega kompasa, bo zelo težko, ker bo še več vsega. In to je umetnost, ki pa se jo bo treba naučiti, oziroma veščina, ki se jo bo treba naučiti, kako izmed vsega, kar je okoli, prebrati in dobiti nove, tiste uporabne stvari za vsakega posameznika. Če je nekaj zame uporabno, ni nujno, da je za vas uporabno. Vi poslušajte, vzemite, nekaj preverite, a to za vas deluje ali ne. Če deluje, super, ni važno, kje ste dobili, glavno, da deluje. Če ne deluje, move on, gremo naprej. Tako da to je nedeljski navdih današnjega trenutka oziroma tega obdobja, v katerem smo. In jaz vam res želim in bom o tem še tudi večkrat govorila, da res poslušajte sebe, ker
Toliko kot je zdaj pomembno, da ste opolnomočeni in da zaupate sebi, vase in dejansko vi kreirate in izbirate, kaj bo del vaše kreacije. Ne? To je pač nova doba, v katero smo vstopili. Že kar nekaj korakov smo naredili, ampak zdaj smo pa na tisti točki že, ker ni več poti nazaj. Ne? Ustvarjamo, sokreiramo in se povezujemo in se skupaj učimo in skupaj napredujemo. Zdaj gre za v bistvu to, da preizkušamo, poizkušamo, sprobavamo, eksperimentiramo, kaj bo pa ven prišlo, bomo pa videli. Imejte čudovit teden in se vidimo naslednjo nedeljo. Čau, čau!